10:02, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in pred nami zelo zanimiva oddaja. Zdajle, če kaj delate doma, gospodinja, ali pa v službi, možje, če imate kakšne opravke, lahko nadaljujete, razen če imate kakšne ostre predmete v roki, potem ostre predmete stran, ker tako zanimiva oddaja bo, da bi lahko se urezali, to pa mi ne bi radi. Zakaj bo tako zanimiva oddaja? Ker v studiu pozdravljam gospod Minko Gantar. Dober dan, dobrodošli zopet v studiu Radia Sraka. Dober dan. Pogovori z vami vedno zanimivi, vedno polni nečesa novega, vedno polni dobre energije, tako da sem kar v strahu, da vas ne bomo spustili več domov, ampak vemo, da vas čaka, bomo vas spustili. Gospa Minka Gantar, poznate jo kot avtorico knjige Ko imajo hormoni žur, res prave knjižne uspešnice, to so knjige, na kateri se nikoli ne nabere prah, to bo moja avtorska izjava, ne, da, ker jo vedno potrebujemo, tisti, ki je pa nimajo, pa komaj pridejo do nje, tako je iskana. Gospa Minka, dobro ste naredili. Ja, nekaj dobrega je nastalo za ljudi in ja, ne povem, da recimo ljudje, ki čakajo v čakalni vrsti v knjižnicah, so 20 v čakalni vrsti. Tako povpraševanje je po knjigi in v kratkem bo šla že v ponatis, tako da nekaj dobrega je nastalo za ljudi in to je priročnik, ki pomaga ljudem boljše živeti. Gospa Minka, vam bom povedal, pa tudi našim poslušalkam in poslušalcem, knjigo na pol prelistal, na pol prebral in ravno sinoči sem razmišljal, da bi jaz tejle knjigi dal naslov Priročnik za življenje. Kajti vse odgovor na vse naše, ali pa pomoč za vse naše težave in probleme najdemo v knjigi, razen za težavo, ko nam zjutraj avto ne vžge, ker je akumulator slab. Drugo pa res sem bil zelo presenečen in kapo dol. Tako. Hvala. No in naj se zdaj nanašam na tale akumulator in v slab užih. Kaj se naredi pri ljudeh, ko imajo slab užih? Preprosto. Jaz sem po poklicu strojnica, tako da izhajam iz čisto preproste kmečke logike, pa to, kar vsi razumemo. Ljudje, ko zjutraj ne moramo zalaufati, ko imamo slab užih, rabimo dobre snovi v svojem telesu in potrebujemo pod prvo olja, treba malo podmazati vse skupaj, da zlaufa energija in naslednja stvar, rabimo B vitamine. Predhodno ste imeli oddajo o holinu. Ja, holin je ključen pri tem, da pride do užiga, do energije in do dobrega delovanja možganov. No, saj sem rekel, da pustite oštre predmete pri strani, kajti zdaj le bo treba poslušati. Ko imajo hormoni žur, v knjigi ste opisali celo vrsto hormonov, kakšne vpliv imajo na naše težave, na probleme, na počutje, na celotno življenje, od nič do 24, kot bi rekli včasih, ampak danes se bova midva posvetila pa eni meni ljubi temi, a lahko zbiram? Lahko, seveda lahko. Zelo zanimivo je bilo poglavje. Takole bom povedal, ne? Kot moški, ne, po zimi se lotimo kidanja snega, ne, in to je ponavadi vse, kar se nas fizičnega, kar nas doleti, in ko oblečemo spomladi tiste spomladanske hlače, so se nekako skrčile, gumb in gumbnica nekako ne gresta skupaj. Poleg tega so prazniki, pa velikonočni prazniki, pa radi imamo, ko se segreje pivo in dobimo trebušček. To so moški, da o ženskah ne govorimo, ker imajo te težave skozi vse leto. Menda, ne? Ja. In listal sem vašo knjigo na svetov, kolikor hočete. Kje bova začela? Prav tukaj, pri trebuhu bova začela. V bistvu pivski trebuh ali stresna maščoba bi jo lahko tudi imenovali. Kako se je znebiti? Ker vemo, ljudje, ki se odločajo, da bojo športali kot nori, trebuh ostaja. Kaj narediti, da enostavno da splahni trebuh in kako narodna zadeva recimo za ženske, ko trebuh ne gre stran, pa rečejo, jo pa se vidim, da si v pričakovanju, v blagoslovljenem stanju in to je zelo nerodna zadeva. Kako se znebiti trebuha? V bistvu je ključna večerja. Kaj jemo zvečer? Ključno pri tem, da se stopi maščoba na trebuhu. Se pravi, ne športanje,
ampak hrana. In zdaj čisto preproste zadeve so. Zvečer je potrebno jesti beljakovine in zelenjavo in nič kruha. Zdaj po poti, ko sem se sem peljala, je ena gospa klicala, je rekla, lejte, kaj ne naredim, jaz se zdravo prehranjujem zvečer fitko pršuta, pa kakšno skuto, pa nekaj zelenjave, ja pa polnozrnat kruh. In čisto preprosti nasvet, kruh je treba črtati in namesto kruha mandle ali lešnike. In na ta način dobi dobre maščobe, dobi vse sestavine, ki potem telo, iz katerih izdeluje rastni hormon in hormon DHEA, in na ta način se stopi maščoba na trebuhu. To se sliši tudi dobro, ne samo koristno. Zelo okusna hrana, pršut, pa sir, pa olive, samo kruh je treba po 5 uri črtati. Vse, kar ima ogljikove hidrate, je treba črtati in s tem dodajamo, ker pa pomembne so pa hranilne snovi, dobimo pa dobre hranilne snovi in zaradi tega se potem telo po noči obnavlja in stopi maščobo na trebuhu. Se pravi, dobro jemo, to pomeni tudi, da bomo dobro spali, kar je pa tudi zelo pomembno. Tako, ker spalni hormon, recimo ljudje, spet ženske, delajo te napake. Zvečer samo sladka, hujšam, samo sladka. Ja, lej, ne boš shujšala, opadla boš, shirala. Kaj se zgodi? Opade ulica, naslednja stvar jim nastane ta zastava na rokah, povesijo se prsi, povesi se na koncu koncev tudi rit in da jih hujš od vsega, začne uhajati voda. Zaradi tega so vedno ženske govorile, bom kar povedal po domače, kaj me briga, a ne da, ko hujšam, zraste mi trebuh, pa hujšam. Vse mi padejo joški, rt in vse ostalo, samo trebuh ostane takšen, ko je bil. To je to. In to je v bistvu hiranje. Aha. In tukaj mi se pa ne pogovarjamo o hiranju, ampak se pogovarjamo o tem, kako telo spodbuditi z dobro hrano, zdravo hrano, prave hranilne snovi in na ta način telo proizvaja hormone, ki ti obnavljajo. Recimo, če pa zvečer še nekaj fizičnega delamo in da potem, ko fizično delamo, čim hitreje zaužijemo beljakovine, ne pa pivo. Tako se pravi, najprej bi imeli beljakovine in šele potem, če že pivo, lejte, ne moraj kakšen kozarc vina, ima flavonoide v sebi, je odličen, ima nizek glikemični indeks, ne vsebuje sladkorja, medtem ko pivo ima kar 110 glikemični indeks. To je tako, kot bi žlico jedel cukor. Isto. Fantje, malo bo treba razmišljati. Saj je vinček tudi dober. Zelo me je presenetilo, ko sem prebral, kaj vse dobrega naredimo z dobrim spancem. Se pravi, če živimo tako, da zaspimo kot ubiti in damo našemu telesu čas in prostor, da počne svoje. Tako. Koliko je to koristi? Sem bral in kje ste to vse zvedeli? Ne vem, s tem se ukvarjam že skoraj 25 let. Načeloma sem reševala svoje težave s težo in iz tega, ko rešuješ svoje težave, vidiš, preizkušala različne teorije na sebi in sem rekla, to deluje, to ne deluje, to je skrega zdravo pametjo. Na koncu imam 3 otroke in kako naj kuham po nekih dietah za celo družino, nemogoče. In ko združim vse te zadeve skupaj, sem našla eno rešitev, ki meni pomaga. Sicer moji otroci komentirajo, da včasih jem brozge, ne vem, če je to slovenska beseda, ampak pomagajo. Pomagajo pri tem, da zdaj že skoraj pri 50 letih imam postavo kot pri 18 letih, vitalne energije več kot pri 18 letih in se res dobro počutam. Kaj pa pravijo pri teh letih? Hormoni me dajejo, pa emšo me daje, pa spomladanska utrujenost me daje. Kakšne afirmacije si dajemo, da bi rekla vsak dan se obnavljam, vsak dan sem bolj mlada, bolj vitalna, moje zdrave celice so vedno bolj dejavne, ne pa staram se. To ni nobena ta prava energija. Dobro, da ne vidite, gospe Minke, kajti njene besede, njena podoba potrjuje njene besede. Če boste pa vzeli v roke v njeno knjigo, boste lahko šli pa po njenih poteh, čisto enostavno je napisana knjiga, tako je lepo napisana po poglavjih, da takoj najdeš tisto, kar te zanima, poiščeš in kako bom rekel,
ko odpreš knjigo, te tista tvoja točkica, ki si jo iskal, kar naenkrat se razširi in povleče, da te zanima vse. Tako, te najde. No in ob tej priliki lahko tudi pokukate na mojo spletno stran srečnoživljenje.com, tudi na YouTube kanalu imam več posnetkov, tako da dejansko lahko najdete rešitve in vse to znanje sem potem strnila v knjigo, ko imajo hormoni žur. To je pa v bistvu priročnik, ki ga imaš lahko v spalnici ali ga imaš poleg za kuhati, recimo jedilniki za kuhanje, kako sestaviti v pol ure zdravo kosilo, ker na koncu to jaz sama delam, pridem domov, pol ure mora biti kuhano kosilo in to zdravo kosilo, ne pa nekaj instant pa nezdravo. Tako da pri nas doma jemo zdravo in na hitro, ne rabiš 3 ure za skuhati nekaj zdravega. To se bo pazi, tudi recepti so notri v knjigi, tako da tole knjigo bi lahko človek nosil sabo, ni kot neko leposlovje, ko rabiš najprej 10 minut, da padeš noter, po domače rečeno, in začneš brati, da imaš od tega branja. To lahko človek odpre, ko ima 5 minut časa, malo pogleda, pobrklja, tako je kratko in jedrnato zapisano, tako se nas vsak stavek zadane, da nam ostane še ure in ure v glavi. No in kar je zanimivo, kratko in jedrnato, knjiga ima čez 400 strani in preko 800 barvnih slik. Tako da že tudi tako moje stranke poročajo in reče, joj, kaj si pisala noter, neka posebna energija. In še ena stvar, napisala sem ali pa najdla kar nekaj receptov za sladice za hujšanje. To je šele dobra zadeva, ker ponavadi kaj rečem, joj, hujšam, ne smem jesti. In zdaj pa tukaj pa gremo z druge strani. Zdaj pa lahko jem sladice za hujšanje, pa lahko jem zdravo hrano in če se pa prekršem, pa rečem, kaj bom pa poleg pojedla zaradi tega, ker tole ima malo preveč sladkorja, če bom pa zraven popila še en deci jogurta, sladkor ostane v ravnovesju, jaz lahko jem vse. Celo torte in kremšnite. Ni čudno, da stojijo v vrsti v knjižnicah za knjigo, ko imajo hormoni žur. V našem sračjem gnezdu so jih prodali že cel kup. Ja. In kmalu bodo tudi verjetno prodajalke sedele zunaj, ker bodo notri morale naložiti knjige, vse, ki jih potrebujejo. Oglasite se v sračje gnezdo, priskrbite si svoj izvod, boste videli, kako vam bo polepšalo in olajšalo življenje. Poleg tega pa tudi kar nekaj življenjskih resnic je notri, ki te pripravijo do tega, da se malo ustaviš, pa pomisliš in rečeš, mater, sem jaz butast. Ja, po domač sem pisala knjigo za domače, za preproste ljudi. Na koncu koncev, jaz sem s kmetov doma in moje stranke so preprosti ljudi. To ni priročnik, ne vem, za nekoga, ki ne ve, ker toliko pametno govori, da še sam sebe ne razume. Pisala sem v slovenščini, v taki, ki jo razumemo mi ljudje, navadni. In kje se začne vse skupaj? Pri ljubezni do sebe. In recimo, kje imamo ženske največjo težavo? Boga, jaz, vse sem sama, noben nič ne naredi, ženska podpira 3 vogale, pa še 4,5. To je nekje v podzavesti nas žensk v Sloveniji, da kako smo uboge in kako se same delamo. Ampak to pripelje do bolezni. In tukaj se začne prvi korak, če ne boš zase poskrbel, kdo bo pa namesto tebe to naredil. Prvo je to, da začneš sebe ceniti. In zeleno poglavje govori o ljubezni do sebe, kako spremeniti odnos do sebe, da se nehaš kritizirati, da sam sebe pohvališ, da enostavno rečeš, joj, dober sem, v svoji koži sem dober, ne pa, joj, kakšen trebuh imam, pa kakšne debele noge imam, pa same kritike. Če že sam sebe kritiziraš, kako lahko pričakuješ, da bojo drugi te pa hvalili? Točno, to sem pa že zdavnaj pogruntal. Kako boš nekaj dobrega naredil za koga drugega, če še zase ne moreš poskrbeti? Z gospo Minko bova poskrbela za vas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da se boste lahko malo nadihali, slišali malo dobre glasbe in seveda se vrneva nazaj. Večer se snidemo, prijazni krčmi tam na vasi, pogovor brž razpletemo in vsak možato se oglasi, ko vince nam ogreje kri in malo stopi nam v glavo, tedaj skrivnosti vse zaupamo.
spomnimo si, kako smo korajšnji bili. Pa ga pijemo in zapojemo, se nekdanjih lepih dni spominjamo. Kaj nam Marte daj, če se v zaspancu ne dela bili dan. Spet se snidemo, prijazni krčmi tam na vasi, si nas skrivaj potožimo, kako so težki danes časi, kako možim se zdaj godi, če pozno pridejo domov, tedaj naenkrat pač pozabimo vsi, kako smo korajšnji mi. Da hitro se to pozabimo, še ga pijemo in še zapojemo. Spet nam nič ni mar, če se v zaspancu ne dela beli dan. Spet nam nič ni mar, če se v zaspancu ne dela beli dan. Deseti ura in 19 minut, pogovarjamo se na valovih Radia Sraka z gospo Minko Gantar in njeni knjigi Ko imajo hormoni žur, nosi naslov knjiga zelo iskana in ki bi po mojem mnenju bila čisto spodoben in pravičen sopotnik v našem vsakdanu, ker je napisana za nas, preproste ljudi z vsakdanjimi težavami, problemi, čisto, saj je gospa Minka tudi en čisto vsakdanji človek, takšen kot smo vsi mi ostali, napisala knjigo pa po svojih izkušnjah. Ker je pa gospa, da bomo pa šli malo na drugo stran, začeli smo z moškimi pivskimi trebuščki, za katere ste nam dali na svet, da bomo 90% težav rešili s pametno večerjo. Tako. No, bomo ostali pri nas doma. Pa pri ženskah, tamle, ki začnejo po 40. proti 50. letu, temu rečejo mena, moški glih, ravno nismo razpoloženi, da bi to vseh skupaj razumeli, samo vidimo, 5 minut je vroče, 5 minut je zebe, ob 2 se smeje, ob 2 in 10 minut je pa slabe volje, pa se ni vmes zgodilo nič, in pravite, da pravzaprav, tako bom rekel, pišete, tudi to poglavje sem prelistal v knjigi, ko spremljate žensko od mladih let, vse od takrat, ko odraste, do poroke, poroda, ko je mama in na koncu pridete tudi v ta leta, kaj ne da? Tako, obdobje, zrele, modre ženske. Se pravi, pri nas rečemo vsi, moja pa hormoni dajo, pa mena jo daje. Ampak to je prehod v obdobje modre ženske. In to je mogoče, če bi mi ženske začele gledati to na drugače, da smo zdaj iz rodne dobe na en način za odpis, ampak prehajamo v modrost. Bi bilo mogoče manj težav. Druga stvar pa, kaj nam telo sporoča, ko se začnejo hormonske motnje, naval potu, preoblačenje, nihanje razpoloženja. Predvsem sporoča, da je pomanjkanje v telesu in pod prvo manjka E-vitamina. E-vitamin je ključen za hormonsko delovanje in zdaj, kje dobimo E-vitamin? Recimo, moje stranke poročajo, da odkar uživajo dnevno pest mandljev, ker ima ogromno E-vitamina, ali dodajajo prehransko dopolnilo E-vitamina, da se polivke zmanjšajo, da se boljše počutijo in tudi razpoloženje se izboljša. Druga je pa B-vitamin. B-vitamina pa dobimo ogromno v skuti, v pršutu na koncev, pa pravijo ženske, jaz pa mesa ne jem, veš. Ja, juhu, pa te ne pa hormoni dajejo.
Zato, ker ti manjka B-vitamina in B-vitamin spreminja hrano v energijo in če ga nimaš, si sesud brez energije, se vlečeš kot megla skozi življenje in to ni cilj življenja, da si večji del mrtev. V življenju bi mogli žarevati to energijo. No in zdaj še ena stvar, napisala sem pa pol še zelišča, ki pomagajo, ki podprejo pri tem hormonskem neravnovesju in sicer, poglejte, plahtica, plešec, ognjič, melisa, črna detelja, timijan in arman. To se skupaj zmeša, ta mešanica zelišč in se pije to na dan po par skodelic. In to je prav čaj za meno, to so nasveti zeliščarice Jožice z Koroške. Zbrala sem skupaj znanje tako Ašiča kot Marije Treben in združila nekako vse v enem, da najdeš tukaj nasvet, tole rabim, ali pa pri premočnih krvavitvah se zmeša skupaj melisa, arman, žajbal, badrijan in arnika. V glavnem, to enostavno zmešaš ta zelišče in se pije to pol po skodelcah. Tako da se pomagati. Kaj še telo sporoča, ko se pretirano potimo? Na način, da je preveč strupa v telesu. In tudi, ko slabše deluje ščitnica, tudi kaže na to, da mogoče imamo preveč strupa v telesu. Zdaj, kaj rabimo pa tukaj, da to spravimo ven iz telesa? V bistvu, recimo, žajbelj izmed zelišč je najbolj primeren za razstrupljanje telesa, ker razstruplja ne samo ta sluznični del telesa, ampak pomaga pri tem, da se vežejo strupi. Naslednja stvar pa hrana, ki veže strupe, so pa koleraba, redkev, rdeča pesa. V bistvu ta zelenava, ki ima kar precej močan von pri kuhanju, značilen von, in to pomaga pri tem, da strupi grejo iz telesa in še kombinacija B2, B3 pa B6 vitamina, ki jih dobimo v skuti, sirotki ali pršutu. Tako da pametna kombinacija hrane, zdaj ni treba diplomirati od tega, jaz sem jedilnike napisala, da lahko enostavno greš potem pa rečeš, ok, kaj ne jem za zajtrk, kaj ne jem za kosilo, kaj za večerjo, kaj za vmesno malco in ni treba razmišljati, kje bom dobil B3 vitamin v kateri hrani. Tako da čisto preprosto, ampak na ta način dobiš rešitve. In še eno stvar bi poudarila, ženske, ki imajo hude težave in tudi moški, ki ne morejo shujšati v trebuh in seveda tudi ženske, potrebno je tukaj pa dodati omega-3 maščobno kislino. To je pa ribje olje. Starejše generacije po vojni so še jedle žlico ribje olje. In potem, ko je bilo to toliko za nič, nas niso matrali s tem. In to se pozna tudi na tem, da so vezna tkiva manj razvita oziroma da je več vnetij. Omega-3 deluje proti vnetjem. Ko te bolijo sklepi, to je pomanjkanje omega-3 maščobne kisline. Ko imaš težave, recimo s hormoni na splošno, ko imaš težave s pivskim trebuhom, to je vedno omega-3 treba dodati zraven. Kaj me je veselilo, ko sem prebiral vašo knjigo? Cel kup nasvetov za odpravljanje težav skozi ves dan, ne samo zdravilni čaj, kje pa, vi poleg hranite se s tem, čajček si skuhajte s tem, poleg popijte to in spremenite mišljenje. Vsega po nekaj ni samo zabetonirano, to in to in to in verjemite, ko boste tile recepte, ko prebiram vaše, to so stvari, ki jih imamo več kot 3/4 že v hladilniku ali pa v kleti ali pa na vrtu. Ni treba posebej iti z metrskim listkom v trgovino pa iskati tele. Drage sestavine, preproste, domače, to, kar imamo mi na vrtu, to, kar vsak lahko dobi v trgovini, ker na koncu to je naše okolje, tukaj mi živimo. In, Darko, lejte, tole hočem še povedati. Kaj? Ta pozitivno razmišljanje je toliko pomembno pri vsem skupaj. Ker dejstvo je, da ko mi negativno razmišljamo, vnašamo strup v naše telo. In toliko smo navajeni na to jamranje, upravljanje, ukvarjanje s sosedi in namesto tega se začnemo s sabo ukvarjati in svojim mišljenjem. In tudi ti programi, ki smo jih pobrali v otroštvu, ko so nam rekli, s tebe ne bo nič ali pa to ni zate in tako naprej. To so neka prepričanja, ki sploh ne držijo, ker mi ljudje se ves čas razvijamo, lahko vplivamo na svoj razvoj. No in tukaj recimo sem napisala prav za meno, za ta prehod v meno, zdravilni vir vstopa v moje celice in vodi mojo dušo. Skozi mene teče ljubezen. Hvaležna sem za žensko telo. Dajva mečkam to. Ne pa, kako sem debela.
hvaležna sem za to moje žensko telo. In glejte, dajmo se zavedati tega, da taki kot smo idealni. Smo popolni, ker na koncu koncev smo ustvarjeni po Božji podobi, se pravi, smo na en način del božanskega. To, da ozavestiš vsem, da si na en način tudi svetišče duše in da ni vseeno, kaj mečeš v svoje telo, ne z mislimi, pa ne s hrano. Kako lepo povedano. Ni čudno, da se Darko Pavšetov vsako jutro vstane prva misel, juhuhu, 18 ur je pred mano, da lahko naredim, kar hočem, polepšan dan sebi in drugim. Tako se začenja dan. Kaj ne? S pozitivnimi mislimi, ja. S pozitivnimi mislimi. Jaz recimo zjutraj delam tibetanske vaje. In tibetanske vaje so tudi tukaj noter upisane, kako se dela vrelec mladosti. To že izvajam 11 let in iskala sem nekaj, jaz sem Gorenjka, nekaj, kar je brezplačno, kar lahko delam vsak dan in kar mi ne povzroča dodatni stres. Ker če jaz kot mama takrat z majhnimi otroci moram razmišljati, v kjer fitness bom šla, rabim varstvo, ja pa se mi lahko samo še zmeša. Enostavno, vrelec mladosti, zjutraj se zavrtiš, narediš par vaj, za sebe se nadihaš zraka in se zahvališ za nov dan, za energijo življenja, pa se jim pol more biti svet lep, ker spustiš novo energijo v svoje telo. Danes ne bo razneslo. Kratek glasbeni predahek, potem pa še nekaj minut z Minko Gantar. Krance je in druge vse ljudi, to praznik kapljice iz jagod rožice, med liki se slavi 3 dni in 3 noči, vina pokušamo, litino hvalimo, vinogradnik srečan je, z diplomo hvali se, fantje vriskajo, kot deklice stiskajo. Najboljše letošnje je strte drašičke, ni slabše z repice, ali zgore singiške. Ljudi, pomirte se, saj pravi vam, da bo, vigred bo, sveda bo, vinska vigred bo. Ljudi, čujte me, prosim vas, prespanike, vigred bo, sveda bo, vinska vigred bo. Se slavi 3 dni in 3 noči, vina pokušamo, litino hvalimo, za vina bi dobra bila, da belokranjski dni, na zdravje sosed moj, le enkrat se živi. Ljudi, pomirte se, saj pravi vam, da bo, vigred bo, sveda bo, vinska vigred bo. Ljudi, čujte me, prosim vas, prespanike, vigred bo, sveda bo, vinska vigred bo. Pomirte se, saj pravi vam, da bo, vigred bo, sveda bo, vinska vigred bo.
10:32 je ura, ja, prehitro gre ura v družbi Minke Gantar, to gre pa res, če bi vedel, kako bo bi z baterije ven iz ure, mislim, mogoče bi se kaj ustavilo. Predstavljamo njeno knjigo, ko imajo Hormoni žur na sveti za vse nas od jutra do večera. Življenje je pač tako, pravimo nekako, da je tempo vedno hitrejši, seveda je točno takšen, kot mu dovolimo, kot avto, ki gre v dolino. Če ne boš pritiskal na zavoro, boh mal prehitro letelo, če pa vmes malo pritisneš, se pa da vse skupaj normalno preživeti. Nekaj vas bom pa vprašal. Dan danes se vsak mora z nečim še ukvarjati. To je postalo moderno, ne? Ker biti doma z družino, pleviti solatko, pa igrati se z otroci, to več ni moderno. Treba je ne vem kaj še, hoditi na fitnese, na tenise, tehle rekreativcev imamo tako, da bodo kmalu te rekreativne tekaške steze širše od cest, a ne da vsi se nekako rekreirajo. Dobro, nič slabega, naj se rekreirajo, ampak samo laufat, ne, pa tudi ne pomeni, da bomo srečni naslednji dan. Tako, kar opažam, zdaj to je res moje laično opažanje, ženske, ki začnejo laufati po 40. letu, bežijo pred svojim življenjem. In s tem nič ne rešijo, zato ker bi bilo treba mogoče doma kaj reševati, kakšno stvar se pogovoriti, ampak to energijo, ki je nakopičena v njih, začnejo laufati maratone, da to spumpajo ven iz sebe. Glejte, jaz sem zato, da se človek vsakodnevno giba, da se pomlajuje, umirja, sama delam vsak dan v tej smeri, ampak ne pa pretiravati. In kaj se zgodi, ko smo že tako v stresu? Služba, potem doma so problemi in pa še laufaš, še več stresa. In stres povzroča, da ti še dodatno porablja B vitamin, C vitamin in dejansko si zmerom bolj star, zmerom bolj brez energije, namesto da bi reševal. Zato je rešitev v tem, če imamo že na 2 področjih sam stres, umirjanje, sprehodi, nafilati se z energijo narave, iti v naravo pa samo sedeti ob vodi in poslušati. Tukaj imate Krko, ki je tako čudovita in enostavno sedeti tam in biti samo z vodo. Ne laufati, ker ko laufaš, pozabiš na to, a imaš čas opaziti to energijo narave, ker bežiš mimo, da se nafilaš z novo energijo. Potem pa, ko prideš domov, ta prvih 15 minut je pomembno, da zaužiješ beljakovine, da dobi telo za hranilne snovi za obnovo in dobi s tem B vitamine tudi in šele potem, lejte, če pa, ko imamo težave, jih je pa treba rešiti na en način, tako ali drugač. In zdaj tukaj tudi na sveti v knjigi, ko imajo Hormoni žur, kako delujemo. Ti si meni to, pa to rekel, napadamo ljudi in logično dobimo napad nazaj. Tukaj se pa pogovarjamo v drugi smeri. Jaz se počutam na ta in ta način. V tej situaciji, ki je bila, jaz občutam to. Se pravi, govorimo o sebi, ne o drugemu. Ne skačemo ljudem v glavo, ampak najprej sebe poslušamo, kako se jaz počutam in svojo resnico razlagamo ljudem in s tem pa kar naenkrat nisi več z nekomer v konfliktu, ker razlagaš samo svojo resnico, ne pa da skačeš ljudem po glavi. To je vedno... Izrečete takšen stavek, da sem z mislimi z vami, pa ne vem, kaj bi pol rekel. To je toliko življenjskih resnic, ki ste jih tukaj nametali. Ampak še eno vprašanje za tiste pa, ki jim nekaj pomeni, ki mogoče skakljajo skozi gozd, kaj ne da, tudi zaradi tega, da so v naravi, pa da se nadihajo. Poleg beljakovin, kaj bi jim še svetovali, da bo čim prej telo prišlo tam nazaj, kot mora biti? Ja, omega-3 maščobno kislino je skoraj nekaj tega, kar moramo dodajati, ker v tem našem slovenskem prostoru praktično nimamo več rib, ki jih lahko ulovimo v reki in vse, kar recimo ribe so polne omega-3 maščobne kisline, dejstvo je, da so umetno gojene in tukaj se pogovarjamo o mastnih ribah. Tudi opažam ogromno ljudi, kar je absolutno dobro, uživajo laneno olje, lan, to je rastlinski vir omega-3, ampak za hormonsko delovanje mi rabimo ribje maščobe. Se pravi, ribe iz severnih mor, ribe, ki so mastne, te vsebujejo omega-3, ampak moram pa poudariti, da konzerve sem ne spadajo, zaradi tega, ker so preobremenjene z živim srebrom, razen sardela.
sardela je pa v redu. Tako da v glavnem, omega-3 je ključ do tega, da se hitrejše obnavljamo, da se preoblikujemo, da se stopi maščoba, da se boljš psihično počutimo, ker omega-3 celo obnavlja možganske celice. No in zdaj se bom pa vrnila na prejšnjo oddajo, ko ste govorili o holinu. Jajce zvečer je odlična večerja. Pa nekaj zelenjave, ker holin obnavlja možganske celice. In recimo otrokom, ki manjka holin, so hiperaktivni, se slabo počutijo, vas ne poslušajo, ne zmorejo slediti vašemu tempu in tudi vam, če manjka holina, se z otrokom ne pogovarjate mirno, ampak popente, enostavno vam živci grejo po svoje. Dobro. Zdaj bova morala pa zaključiti, gospa Menka, če ne bova morala preskočiti še novice o 15 uri. Najprej, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, se vem, da sva čisto noter padla, midva zdaj, če ste naju komaj sledili, rešitev ni daleč. Že v sračjem gnezdu. Lahko se odpravite tja na sprehod, si priskrbite svoj izvod knjige, ko imajo hormoni žur, lahko pokličete sračje gnezdo, se veste, 0733 22 nič, knjigo vam bodo poslali na dom. Če vas zanima še karkoli o knjigi, na spletni strani, tako, na spletni strani srečnoživljenje.com ali po telefonu 030 202 808. Počasi, gospa Minka, zdaj le so gospe in gospodje šli iskat svinčnik in papir, zdaj papirja niso našli, bodo napisali pa kar na škrnici. Še enkrat številko. 030 202 808. No, zdaj ste pa zapisali. Če pa niste, boste kasneje poklicali, pa vam bomo povedali telefonsko številko gospe Minke Gantar. Kaj narečem? Najprej hvala lepa za vso to